Tokrat v občinskem informatorju 32. svečana trgatev Stare Trte. Pričelo se je novo študijsko leto. Na slavnostni seji v Radljah ob Dravi podelili 3 občinske plakete in nagrado. Na pohorski tržnici v Pivoli odslej z več stojnicami. Selniški praznik Jabolk. Jesenski dan športa z dobrodelnim tekmovanjem v kuhanju ruškega lonca. Podjetje Ledinek zgradilo novo halo. Lepo pozdravljeni. Minuli vikend so na Lentu opravili 32. svečano trgatev Stare Trte in okronili 11. mariborsko vinsko kraljico. S tem se je začel že tradicionalni 18. festival Stare Trte. Letos je prvi grozd odrezala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, na dogodku pa sta bila prisotna tudi predstavnika Severne in Južne Koreje. Mariborčani in obiskovalci od drugod so napolnili Lent, tribuno in ploščad pred hišo Stare Trte. Kot pravijo, je trgatev kraljice Trt dogodek, ki ga je treba doživeti. To je vseeno edinstvena stvar na svetu in potem nas tudi konec koncev svet pozna. Krasno, lepo. Zakaj? Tako. Sej, mi smo že toliko stari, da smo že vse dali to skozi, pa to zelo lepo. Letošnja trgatev je bila že 32. Kot kaže, pa se bo v zgodovino upisala kot vrhunski letnik. Modra kavčina, najstarejša trta na svetu, je letos obrodila 38 kg pridelka oziroma grozdja, ki je letos še posebej sladko. Izjemno sladko za to sorto, pretirano skoraj da, ne? In ravno za voljo tega bo zelo zanimivo zavideti, kaj bo nastalo iz tega grozdja, njegovega soka in kasneje po fermentaciji vina. Letošnja trgatev pa je bila tudi v znamenju povezovanja med narodi. Po besedah mariborskega župana, sicer gospodarja Trte, je uspela povezati tudi sprti strani na Korejskem polotoku in ima ob kulturno-zgodovinskem pomenu sedaj tudi diplomatsko vrednost. Zdi se mi prav, da pomagamo ljudem, da se razumejo med seboj, čeprav je to daljni svet, od nas daleč oddaljen, ampak danes je vse blizu. Trgatev so kot leta doslej opravili malečniški brači, 32. Svečana trgatev Stare Trte pa je bila še toliko bolj posebna, saj so okronali tudi novo mariborsko vinsko kraljico, ki je že 11. ambasadorka najstarejše trte na svetu in vinarjev mariborskega vinorodnega okoliša. Dosedanja mariborska vinska kraljica Kaja Šerbenek je predala krono naslednici Ani Protner. Vem, da sem naredila ogromno, vem, da sem naredila vse to, kar sem si v bistvu sama zastavila. Vem pa, da sem predala krono punci, ki bo znala poskrbeti, da se bodo širile dobre zgodbe o Stari Trti še naprej. Ja, moja naloga je širjenje vinske kulture, ne samo po mariborski regiji, ampak definitivno po celi Sloveniji, potem Evropi in tudi izven, kamorkoli bodo nas poti zanesle. Sveže prešano grozdje bo zorelo do martinovanja, ko bo mošt uradno postal vino, vse do tistega dne pa bo tako imenovani štajerski praznik napovedoval program festivala Stare Trte. Vsak četrtek v hiši Stare Trte specifičen dogodek, povezan z vinsko kulturo, s tradicijo, s predavanji in z degustacijami. V petek in v soboto pa se preseli dogajanje v mesto, v center mesta, kjer imamo različne stojnice, ponudnike tudi iz sosednje Avstrije, kjer pa seveda so ponudniki usmerjeni v grozdje, vino in so vključeni potem v to promocijo. Novost je tudi, da zaključujemo letos festival najstarejše trte ne z 11.11. z Martinovim, ampak nekako z pomartinovanjem. In sicer bomo predstavili slovenska vina v ponedeljek 12.11. In letnik 2018, torej tale mlada vina, ampak slovenska vina. Znotraj tega festivala sta pa tudi seveda pomembna Vindel in pa Pubec. Ključni namen celotnega festivala je nadgrajevanje mednarodne prepoznavnosti in promocije štajerskih vinsko-kulinaričnih lokalnih posebnosti. Za študente se je danes pričelo novo študijsko leto. To je prelomno obdobje za novince, ki se bodo morali privaditi na novo okolje in življenje. Zanje so univerze, fakultete in študentske organizacije danes pripravile različne dobrodošlice. Slednjo jim je zaželel tudi rektor Mariborske univerze. Dobrodošlico je študentom Univerze v Mariboru najprej izrekel njen rektor. Spoštovane študentke in študenti, danes je prvi študijski dan novega študijskega leta. Za veliko od vas ne bo prvič, za mnoge pa
to dan, ko boste prvič prestopili prag univerze. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je pridobivanje znanja ena najtežjih nalog, ki je pred nami vsemi, pa vendarle z znanjem lahko ustvarimo dodano vrednost, ki je pomembna tudi za širšo družbo. Želim vam, da se v tem študijskem letu naužijete študentskega življenja tudi v tisti lepši luči, ki je za vas večinoma v smislu druženja in veselja, seveda pa na drugi strani tudi vztrajnosti, da boste lahko premagali vse naloge, ki so pred vami in da boste lahko naslednje leto še bolj veseli vstopili v naslednji letnik vašega študija ali pa študij uspešno zaključili. Ob začetku študijskega leta naj vam zato zaželim čim bolj uspešno študijsko leto in veselite se, ter tudi takrat, ko vam bo težko, verjemite, da boste z vztrajnostjo premagali vse ovire, ki bodo pred vami. Dobrodošli na Univerzi v Mariboru. Ob novem študijskem letu je vsem študentom v Mariboru dobrodošlico pripravila tudi študentska organizacija Univerze v Mariboru. Lep pozdrav študentom v imenu študentske organizacije Univerze v Mariboru. Želimo jim kar se da uspešen prvi študijski dan ter seveda uspešno celotno študijsko leto in vsa potem nadaljna leta, tako novim brucom kot povratnikom v študijske klopi. Ja, za nami so pestri tedni, za nami je kar nekaj tednov, da ne rečem kar mesecev priprav na tele Welcome Weeks show, torej uvodne tedne, v katerih sprejemamo študente in jim nudimo vse možne informacije, razdelimo jim mapice s pozdravnim materialom, seveda jim stojimo ob strani tako na fakultetah kot na sami študentski organizaciji, kot po mestu in jim pomagamo tudi skozi sistem tutorstva. Vsekakor si na začetku želimo, da študentje začnejo študijsko leto uspešno, polni energije in polni dobrih informacij in to delamo že kar nekaj časa, zdaj pa z današnjim dnem pa je to postalo še toliko bolj aktualno. Študentska organizacija za študente aktivnosti pripravlja skozi vso študijsko leto. Seveda, začeli bomo z uvodno študentsko zabavo s Cufan torek, tako kot se spodobi. Jasno, študij je na prvem mestu, ampak v študentsko življenje spada tudi zabava, da se študentje spoznajo, da se pozabavajo. Tako da začenjamo z udarnim, s Cufanim, že tradicionalnim torkom. Potem pa, kar se tiče celotnega študijskega leta, jasno, delali bomo na sistemu tutorstva, pomagali bomo študentom skozi ta sistem, pripravljamo veliko konferenco, Student Conference in Maribor, pripravljamo novo študentsko delovno brigado in seveda Lampiončke. To so naši največji projekti. Ob tem pa bomo skrbeli za razne komične večere, kulturne večere, še veliko drugih zabav, veliko izobraževalnih dogodkov, veliko trivia night bomo pripravili. Skratka, pokrili bomo celoten spekter dogodkov za študente čez celotno študijsko leto. Predvsem pa se trudijo, da pomoč nudijo na čim več področjih. Ena pomoč je pomoč pri birokraciji na fakultetah, zato je zadolženo tutorstvo. Nažalost pa se tudi študente večkrat srečajo z drugo stranjo, to je psihološka stran, in v ta namen organiziramo študentsko psihološko svetovalnico. Za študente seveda brezplačna, nažalost pa moramo povedati, da opažamo, da je potreba po takih svetovanjih res velika in trudimo se, da pomagamo prav vsem. Na drugi strani pa lahko omenim tudi finančno stisko, v kateri se znajde nemalo kateri študent, in v ta namen organiziramo več projektov, letos v sklopu projekta oziroma kampanje Rabim te, tako da na različne načine zbiramo finančne prostovoljne prispevke. Študentje se bodo tako lahko lažje posvetili študijskim obveznostim, ki jih vidijo predvsem kot izziv. Ne vem, da se čim več učimo, čim boljše naredimo faks. Da uspešno končamo, zaključimo, dobimo službo in je to. Da bo študij uspešen, da bo študijsko leto čim lepše, čim manj stresno, pa seveda z čim več izpolnjenimi cilji na začetku študijskega leta. Sviđa mi se kaj više manje sve automatizirano, ne? Da tipa većina informacija se nađe na internetu, da nikoga ne zamaramo, da ne zovemo, ne? Da ne pišemo mailove. Ne? Kod nas je to recimo u Hrvatskoj katastrofa. Ne?
Glede na zastavljene cilje študentov se nam za prihodnost ni potrebno bati, saj bo izobraženega kadra več kot dovolj. Upamo le, da bo država poskrbela tudi za njihovo okolje, ker bodo svoja znanja lahko uporabili tudi v praksi na delovnem mestu. Minuli petek je v Radljah ob Dravi potekala slavnostna seja občinskega sveta, na kateri so tradicionalno podelili občinske plakete in nagrade. Letos so podelili 3 plakete in 1 nagrado. Plakete občine Radlje ob Dravi za leto 2018 so prejeli moški pevski zbor Vuhred, etnoskupina Šajke, ljudske pevke KPD Kovačlija Vuhred in Branko Kanop. Plaket so bili veseli. Vesel sem, da so se me po 4 letih, ko sem končal delo svojega aktualnega predsednika krajevne skupnosti po 18 letih, spomnili in sem te plakete res vesel. Vsaka nagrada, če jo dobimo, je pismena ali v drugačni obliki, za zbor pomeni zelo veliko. S tem se izraža, da zbor spoštujejo, ga imajo radi in vse, kar zbor dela, je njihov trud s tem priznanjem tudi poplačan. Je ta nagrada tudi zagon za naprej? Ja, smo bile vesele. To nagrado so predlagale Društvo kmenic Dravske doline Vuhred. Z njimi sodelujemo, smo tudi članice Društva kmetic, čeprav nismo kmetice, ampak smo članice. In one so nas predlagale na to nagrado in smo bile zelo ponosne, tako da hvala lepa. Nagrado občine Radlje ob Dravi za leto 2018 so prejeli člani športnega društva Radlje ob Dravi, ki v tem letu beleži 90. obletnico obstoja. In smo zelo veseli in ponosni na to nagrado, ki je samo pokazatelj dobrega, trdnega dela in še enkrat ponavljam, obveza za dobro delo naprej. Ponosen na nagrajence in na vso delo lokalne skupnosti je bil župan. Poudaril je, da je praznovanje čas, ko se je treba za trenutek ustaviti, se spomniti dosedanjega dela in svojih korenin. Na preteklo leto pa se ozira s ponosom, ker jim je uspelo izpolniti zastavljene cilje. Ob tem je izpostavil uspešno črpanje evropskih sredstev. Zagotovo je največji projekt, ki ga pravzaprav peljemo skozi več let že, vodooskrba v Zgornji Dravski dolini, predvsem vodooskrba v občini Radlje ob Dravi. Projekt težak približno 10 milijonov, sofinanciran s strani Evropske unije. Potem pa so tukaj zagotovo ostala dela na komunalni in cestni infrastrukturi, preplastitve, modernizacije cest in ostale zadeve. Posebej je potrebno v letošnjem letu izpostaviti preselitev knjižnice in napolnitev z vsebino bivše blagovnice Tima in na nek način zaključek tega projekta, uspešen zaključek skupaj z energetsko sanacijo, z sredstvi tudi pridobljenimi iz evropskih sredstev in seveda poleg tega pa še kvaliteta življenja, kateri dajemo poseben poudarek v občini Radlje ob Dravi. Posebne cilje si zastavljajo tudi v prihodnje. Še vedno se bodo osredotočali na programe, ki povezujejo ljudi, občane in Korošce nasploh. V okviru regionalno-razvojnih zgodb Lastovica so minulo soboto pred botaničnim vrtom v Pivoli slovesno svojemu namenu predali 10 novih hišk. Tako bo odslej ponudba pohorske tržnice v Pivoli potekala v kar 20 lesenih hiškah. Nova pridobitev pohorske tržnice je 10 novih hišk, ki so jih v brezplačno uporabo dobili ponudniki domačih izdelkov in pridelkov. Kot pravijo, gre za pomembno pridobitev. Da pokažemo svoje izdelke, ker je težko, drugače v neko trgovino ali kakorkoli se s temi drobnimi izdelki ne moremo kot obrtniki. Sigurno, da zelo velika, ne? Samo jaz že od samega začetka prodajam tukaj na tem mestu, v stvari še prej, kot je župan povedal, ko smo bili v Hočah na tržnici, v stvari v Slivnici in smo se sem preselili, samo ko bi bila vsako soboto vsaj toliko ljudi, kot je danes. Zelo ena dobra stvar, da se predstavimo, da nas ljudi spoznajo, kdo smo, kaj smo. Pa kaj predelujemo, kakšno kvaliteto. Velika pridobitev, da se lahko predstavljamo lokalni pridelovalci. In tudi fajn bi bilo, da je bilo malo več promocije, da bi bilo več ljudi,
danes je kar precej. Po besedah župana občine Hoče - Slivnica je pohorska tržnica v aktualni podobi najboljša možna rešitev, pri čemer so se v okviru projekta Lans Lastovica povezali tudi z občinama Starše in Miklavž na Dravskem polju ter z njihovimi ponudniki. Pričakujemo, da bomo vse zapolnili in da bo ta tržnica res postala regijska. Vesel sem, da so danes tukaj ponudniki tudi iz občine Starše, z občine Miklavž, kmetijska zadruga Izračba, tako že od začetka zraven. Takšno združevanje je tudi to, da naši predelovalci dopolnilne dejavnosti na kmetijah imajo možnost bliže, ne samo v Mariboru, tudi tukaj na podeželju prodati svoje izdelke. Obiskala jih je tudi nova ministrica za kmetijstvo, ki je dejala, da bo tako pohorska tržnica zaživela v povečani obliki, ter dodala, da se vse več potrošnikov zaveda pomena lokalno pridelane hrane. Zelo pomembno je, da se to dogaja v lokalnem okolju, da na ta način spodbujamo lokalne pridelovalce in na drugi strani, da je potrošnik tisti, ki lahko resnično na široko izbira med lokalno pridelano hrano, ki mu seveda zagotavlja tudi neko znano izvor hrane, znano kakovost in na ta način varnost. Nove pridobitve in s tem razširitve ponudbe pa je bil vesel tudi dekan Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer upravljajo z bližnjim botaničnim vrtom. Pravi, da tudi sami dajo velik pomen lokalno pridelani hrani. Če je lokalno pridelano, je gotovo višje kakovosti zaradi tega, ker konec koncev sadje, zelenjava doseže tehnološko zrelost pravzaprav na polju, na vrtu in je kot tako prodano gotovo višje kakovosti kot tisto, kar je pripeljano od daleč in pravzaprav prisilno dozoreva med samim transportom. S pridobitvijo dodatnih 10 hišk bodo tako povečali raznolikost ponudbe lokalno pridelane domače hrane, ki postaja vse bolj pomemben faktor zdravega načina življenja. V Selnici ob Dravi pa so ta konec tedna obeležili 20. praznik jabolk. Celodnevno dogajanje so popestrili z razstavo likovnih in literarnih del osnovnošolcev, ki so nastala v okviru natečaja. Pripravili so tudi modno revijo, na stojnicah pa smo lahko poskusili tradicionalni jabolčni zavitek. Letos so premierno izvedli tudi prikaz prešanja jabolk. Rdeča nit, kot se za praznik jabolk spodobi, so bila tudi letos jabolka, po katerih je občina Selnica ob Dravi tudi prepoznavna. Organizatorji so tudi letos poskrbeli za pester izbor izdelkov na stojnicah in vrsto jedi iz jabolk. Največ je jabolčnega štrudla, jabolčna pita tudi, nekaj štrudla je kombiniranega s kuto, tako da to, kar imamo najbolj radi. Mi ponujamo pečena jabolka. Ne pripravimo testo tako za šmon, ne? Povaljamo not pa spečemo. Tokrat prvič pa so izvedli tudi prikaz tiskanja oziroma prešanja jabolk in izdelavo jabolčnega soka. Ja, to je čist ročna preša, precej stari izvedbi in prešamo sveže nabrane jabolka, oprana, zmeljamo in potem jih tu stisnemo in nam ta sok pa potem pasteriziramo. V avli Hrama kulture so že v zgodnjih dopoldanskih urah dogajanje popestrili učenci in učenke osnovne šole Selnica ob Dravi. Odprli so razstavo likovnih del, predstavili literarna dela in priredili modno revijo. Likovni in literarni natečaj pod imenom Jabolko prepoveduje pa je po besedah predstavnika komisije že prerasel okvir občine. Tako da sodeluje tudi šola iz Maribora, to je osnovna šola Draga Kobala. In vedno bolj smo presenečeni ne samo nad količino, ampak tudi nad kvaliteto in pravzaprav tem doživljanjem otrok jabolka, ki ga jemljejo že kot neko tradicijo, kot nek način življenja. Pravzaprav to pristop k temu, da oblikujemo celostno osebnost, ki živi z jabolki, z tradicijo. Da bi to ohranili, že 21 let zapored prirejajo praznik jabolk. Sadjarstvo pa pridelava jabolk že ima tradicijo več kot 100 let in tudi kmetijska zadruga, ki je največji pridelovalec tega žlahtnega sadja, je tukaj osrednja zadeva, imamo tudi nekaj ostalih lokalnih ponudnikov, ampak jabolko je tudi je v grbu, imamo kraljico jabolk, imamo jabolčno pot, kar je edino v Sloveniji, tako da res Selničani moramo biti ponosni, da imamo neke tradicionalne zadeve in unikatne.
Predstavili pa so tudi brošuro z naslovom Sakralni objekti v Selnici, ki je nastala na osnovi raziskovalne naloge učencev in mentoric osnovne šole Selnica ob Dravi, izdalo pa jo je Turistično društvo Selnica ob Dravi o pomoči občine. Prav tako so na temo sadjarstva in jabolk izvedli strokovni posvet, več o tem pa vam bomo zaupali v prihodnji oddaji. Nadaljujemo pa z jesenskim dnevom športa v Rušah, ki so ga letos popestrili s tekmovanjem v kuhanju dobrodelnega ruškega lonca. V Rušah so obeležili jesenski dan športa, tokrat so ga popestrili s tekmovanjem v kuhanju ruškega lonca, tega pa je pripravilo 7 ekip. Kot pravijo, je tokrat štela humanitarna nota. Dejansko, da pomagamo nekomu, z izkupičkom, ki gre v dobrodelni namen. Letos gre ta izkupiček osnovne šole Ruše za osnovno šolo, za nakup šolskih potrebščin, vrtec Ruše in vrtec Bistrica ob Dravi. Sem zelo vesel, da so se ekipe odzvale, dejansko je to prvič, ki je potekalo v takem tekmovanju in mislim, da se je zadeva obnesla. Upam, da bo drugo leto še več. Tekmovalci so bili še posebej motivirani, ker je šlo za humanitarni dogodek. Ruški lonci so bili zato še posebej okusni. Sestavine tokratnega ruškega lonca jih je bilo precej. Mislim, bom čisto odkrit, od začetka se mi je zdelo vse skupaj to kičasto, ker je preveč sestavin, ampak na koncu, ko smo ga skuhali, je res tisto ta pravo. Zadovoljni smo, prišli smo, 4. mesto, hvala Bogu. Pomembno je sodelovati, fajn je, ker je medgeneracijsko druženje, nekaj dobrega smo naredili za otroke, vrtec, šola, kaj češ boljšega. Sicer pa je jesenski dan športa prireditev, ki zaokroži poletno sezono in napoveduje zimsko. Nekako se mi zdi, da smo imeli pestro poletje, ogromno stvari smo izpeljali in se mi zdi tako, da je prav, da tudi lepo zaključimo zadevo. Današnji dan, hvala Bogu, nam je tudi vreme naklonjeno, tako da tudi premrzlo še ni in mislim, da lepo uživamo. Se pa športna sezona v Rušah zagotovo ne zaključi z jesenjo, temveč se nadaljuje v zimo, ko obiskovalce športnega parka čaka drsališče, hokej na ledu, v bazenu pa wellness za sprostitev. Uspešno podjetje Ledenek Inženiring iz Hoč je konec prejšnjega tedna odprlo nov razvojno-proizvodni objekt. Podjetje, ki je lani doseglo več kot 30 milijonov evrov prihodkov in imelo več kot $500 milijona čistega dobička, si z otvoritvijo novega objekta obeta dvig letnega prometa, predvsem pa zagotoviti proizvodnjo glede na povpraševanje. Podjetje, ki svoje proizvodne linije za obdelavo lesa prodaja po vsem svetu, je v nov objekt investiralo dobrih €2,5 milijona. Posodobili bomo samo sestavo in montažo in pa seveda povečali kapacitete. Razvoj strojev je zahteven in potrebuje čas v sami sestavi, razvoju. Zdaj tega nismo imeli dovolj, ker so bili v bistvu prostori zelo omejeni. S tem bomo to povečali in s tem se bo tudi kvaliteta in kvantiteta naših izdelkov lahko povečala. Podjetje kar 98% produktov proda v tujino, saj so na področju stroja za obdelavo lesa vodilni v svetu. Naša prednost je v tem, da smo mi svetovno tehnologijo preučili in naredili v bistvu inovacije na vseh področjih. Vsak stroj smo naredili tako, kot mislimo, da je najbolj optimalen. In s tem to so kupci prepoznali in zato se za nas navdušujejo in nas kupujejo. Ustanovitelj podjetja je prepričan, da si okvirja in dimenzije podjetja ne moreš izmišljati, saj se je potrebno prilagajati trgu, kar njegovi nasledniki dobro počno. Mladina to prevzema postopoma in prepričan sem, da bo nadaljevala prav tako uspešno in da bo znamka, ki jo imate na firmi, ostala tudi v prihodnjih rodovih. Ustanovitelj podjetja je prepričan, da je prav drznost recept za uspeh. Kot mlad inženir in športnik sem si upal seči po teh sanjah, ki se danes uresničujejo. Čeprav nisem imel pojma, da nam bo to uspelo. Podjetje je ponos celotne občine Hoče - Slivnica, zato ne čudi, da je pri izgradnji nove hale aktivno sodeloval tudi njen župan. Tu z gospodom Gregorjem Ledenekom mislim, da smo vsaj
med 5 in 10krat šla v Ljubljano, ponavadi so bili sestanki ob 7 zjutraj pri ministrici in smo pritiskali, da se je spremenil prostorski akt, da danes lahko stoji ta objekt tukaj. Z vidika makroekonomskega je seveda proizvodnja tista, ki državi prinaša, bom rekel, boljši standard, ne trgovine in banke, tako da, kaj naj rečem, kot župan sem vesel, da se gospodarstvo v naši občini razvija, vesel sem, da se to podjetje z dolgotrajno tradicijo, z dosti daljšo, ko je naša občina. In z tega vidika sem se tudi recimo včeraj odločil, da je gospod Ledinek tisti, gospod Pavel Ledinek, kateri bo dobil priznanje župana, v katerem imam pravico odločanja sam. Podjetje Ledinek Inženiring razvija in proizvaja stroje ter linije za proizvodnjo križno lepljenih plošč in polizdelkov iz lesa ter lepljenje nosilcev. Veliko večino izdelanega izvozijo, njihovi glavni izvozni trgi pa so Srednja Evropa in Skandinavija, delajo pa tudi za avstralski, novozelandski, ameriški in japonski trg. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta torek, 2. oktobra, bo v prostorih Zveze prijateljev mladine Maribor potekal drugi večerov predvolilni pogovor na temo, kako izboljšati socialni položaj ranljivih skupin v mestu. Dogajanje boste lahko neposredno ob 17:30 spremljali tudi na naši televiziji. V Hotinji vasi pa bo to sredo 3. oktobra pred kulturnim centrom Hotinja vas potekala otvoritev točke večgeneracijskega sodelovanja. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih straneh lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.